Narediti kruh ne rabi biti komplicirano. In če si tako kot jaz in večkrat nimaš volje, nočeš pa jesti spet tistega istega iz pekarne, imam za tebe 2 KRUH recepta za kruh brez smotrarije. Začnimo z največjim nasprotnikom ketogencev. Rabili bomo še sol, suhi kvas in mlačno vodo. Prva na vrsti je bela štruca, za katero najrajše uporabljam ta boljšo moko. Pa še veliko skledo s pokrovom rabiš. Če nimaš pokrova, lahko skledo pokriješ tudi z streč folijo ali alufolijo. Važno je le, da lahko skledo zračno tesno pokriješ. Prvo zvagaj gladko belo moko, pa pri tem še povem, da bodo količine in volumni drugačni za temno štruco. Recept s točnimi količinami za obe štruci najdeš na lačnagora.si. Vsemu temu torej dodaj sol in suhi kvas, včasih poznan tudi kot instant kvas. Zvagano stresi v veliko skledo, vse skupaj dobro premešaj in dodaj mlačno vodo. Največji čar tega recepta je v naslednjem koraku. Zmešaj vse samo do te mere, da se sestavine dobro spoznajo. Res je, nisem se zmotil. Torej, brez gnetenja ali kompliciranih tehnik za prelaganje testa, vse skupaj zmešaj samo do te mere, da se sestavine dobro spoznajo. Nato skledo pokrij in preveri, da je pokrov tesno zaprt. Isti postopek lahko ponoviš za temno štruco. Nato pa testo pusti počivati vsaj 8 ur in največ do 14 ur na sobni temperaturi. Pa še to. Če delaš testo po zimi, ko je v hiši hladneje, lahko zaprto skledo daš tudi v pečico s prižgano lučko, ki bo dajala ravno dovolj toplote za uspešno vzhajanje. Lahko bi rekel, da je bil to moj hot tip. Jaz ponovadi to testo delam zvečer in ga pustim čez noč. Medtem ko spiš, se bodo v testu formirale mreže glutena, kvasovke bodo jedle sladkor in producirale ogljikov dioksid. Dolga fermentacija bo poskrbela za sourdough okus, med vzhajanjem pa bo testo podvojilo svoj volumen in bo na koncu izgledalo nekako tak. Pomokaj površino testa in pripomoček, s katerim bova spucala stene sklede. Pomokaj tudi delovno površino in na njo prenesi testo. Kje pa malo potučkaj, nato pa jo oblikuj v kroglico. Ene same tehnike tu ni, je samo cilj dobiti gladko površino okrog in okrog. Tehnika, ki jo uporabljam, se ponavadi uporablja za bombetke. Testo vlečeš in ga hkrati prelagaš v notranjost kepe, pri čemer nastane taka lepo napeta zunanja površina. Če se ti pojavijo taki mehurčki, jih kar pusti, ker izgledajo bolj ful fajn, ko je enkrat zadeva pečena. Take grde dele pa kar preloži. Kroglico rahlo pomokaj in jo pokrij s streč folijo in skledo, ki smo jo prej uporabljali za vzhajanje. Oboje služi temu, da se površina ne izsuši, kar bo rezultiralo v lepše pečeni in hrustljavi skorji. Če imaš old school pečico tako kot jaz, jo pred naslednjim korakom naštela na 220 stopinj, da se pravočasno zagreje. Rabiš še debelejšo posodo s pokrovom, ki je primerna za pečico. Jaz najrajše uporabljam tole cast iron emulirano posodo, primerna bi pa bila tudi tale steklena za lazanjo, za katero rabiš še nek pegi papir za podkruh. Glavnem, tukaj imaš, tukaj izbereš, daš v pečico, da se segreje. Po 30 minutah vzhajanja iz vroče pečice previdno odstrani posodo in pa se dele, da naslednjih 10 sekund ne obstaja. Kajti na mojo testo sem dal premalo moke in se mi je kar prijela folija. Ker verjamem, da se tebi to ne naredilo, lahko kar testo preneseš v vročo posodo, si vzameš svoj najtanjši in najostrejši nož ter vklopiš svojo notranjo Ivano kobilica. Ko zaključiš mojstrovino, jo posipaj z malo moke z dekoracijo, vročo posodo pokrij in jo daj peč za 45 minut. Spuči za sabo in nastavi alarm za 30 minut. Ko ta alarm zazvoni, odkri posodo in poleg nje dodaj džezlo z centimetrom vrele vode. Vse skupaj zapri in pri istih stopinjah pusti peč še zadnjih 15 minut. Ko je štruca pečena, si vzami minuto in samo občuduj. Ta recept me vedno spomni na to, da za dober rezultat ni potrebna najnovejša in najdražja oprema. Ta skorja, ki jo v pekarnah dosegajo s parimi pečicami, se lahko naredi tudi v 22 let stari električni pečici ali pa celo na žerjavici. Rabiš samo primerno posodo in malo radovednosti. Če češ, lahko daš pod štruco podstavek z režami in pa nekaj kos papirja ali pa serveto za kondens. Kruh potem pusti vsaj 1 uro, da se ohladi, nato pa uporabi svoj najljubši nož z nazobčanim rezilom in poišči nekaj za namazati. Jaz imam na sveže pečenem kruhu najraž maslo pa malo grobe soli. Tod recept je definitivno moj go-to. Pa ne zaradi tega, ker ne vključuje kompleksnih procesov gnetenja, ampak zaradi okusa in teksture. Ta dolg čas vzhajanja da kruhu globok in ravno prav ravnovešen kiselkast okus in vonj. Škorja pa je zaradi pečenja v zaprti posodi
ful hrustljava. To je to, prvi video. Evo, jaz sem vesel, da je mi uspelo. Moram priznati, da je to tle kruh rabo 2 poskusa, kljub temu, da ga že delam ne vem koliko let. Tako da, dokler boste sledili vsem tem navodilom in pa receptu, ki ga najdete na lačnagora.si, boste cool, boste ok. Torej, malo polajkajte, delite, objavite še svojo sliko, pa me mogoče označite na Instagramu, da vidim tudi vaše rezultate. Tega bom definitivno najbolj vesel. Do naslednjič. Se vidimo na lačnagora.si.